Lep pozdrav najprej vsem skupaj in spoštovani gostitelj sejma, predsednik Kmetijske zadruge Trebnje Krka Anton Strah, direktor Stanko Tomšič, spoštovani visoki gostje, monsignor dr. Andrej Saje, župan mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, župani sosednjih občin, predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič, slišim in vidim poslanke, poslance in svetnike državnega zbora in državnega sveta, direktorji zadrug, poslovni partnerji, predvsem pa kmetice in kmetje, razstavljavci in nastopajoči, spoštovani obiskovalci, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas najprej lepo pozdravim v imenu državnega sveta in svojem lastnem imenu. Državni svet je drugi dom slovenskega parlamenta. Predvsem se zavzemamo za raznolikost mnenj znotraj interesa. Gregorjevo je praznik, ki je vsem nam ljub in domač. Na Gregorjevo se ptički ženijo, v naše kraje počasi, a z gotovostjo prihaja pomlad in z njo veselje ter daljši dnevi. Sonce pridobiva na moči in svetlova počasi potiska temo. Toplino in moč tega tradicionalnega slovenskega praznika odsevajo številni ljudski običaji, ki so se razvili v različnih kotičkih naše domovine. To bogato kulturno dediščino in prihodnje za prihodnje rodove ohranjamo živo in z dogodki, kot je današnji tradicionalni že 27. Gregorjev sejem. Gregorjev sejem pomeni veliko vam, novomeščanom in okoliškemu prebivalstvu, saj v obliki povezovanja lokalne tradicije, njene interpretacije in prvega med pomladnimi kmetijsko-živilskimi sejmi. Prinaša pisano ponudbo predvsem kmetijske opreme in ponudi novosti tudi na področju vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva. Sveti Gregor je prinašalec pomladi. To je čas, ko se zaključujejo zimska dela in se pričnejo dela na polju, na zemlji, ki nas hrani. Vedno bolj se zavedamo pomena zdrave in lokalno pridelane hrane, zato je Gregorjev sejem pomemben tudi z vidika ozaveščanja javnosti. Še kako pomembno je, da se obdelovalcem zemlje in drugim obiskovalcem sejma, ki je najstarejša oblika trgovine, omogoči prikaz življenja in kmetovanja, poleg tega pa se predstavljajo pridelki dolenjskega podeželja, ki se obiskovalcem daje na pokušino. V državnem svetu vedno poudarjamo pomen ohranjanja in spodbujanja kmetijstva s ciljem doseganja višje samooskrbe, s tem prehranske varnosti. Pred kratkim smo izpostavili problematiko zmanjšanja ornih površin. Površin namenjeni pridelavi hrane zaradi ukrepa ohranjanja okoljsko občutljivega trajnega travinja in problematiko preštevilne populacije velikih zveri in divjadi, ki pustoši slovensko kmetijstvo. Samo z ustrezno kmetijsko politiko bo slovensko podeželje ostalo poseljeno, obdelano in zanimivo za mlade prevzemnike, za mlade družine, da bodo nadaljevali z vzdrževanjem kulturne krajine in pridelavo hrane. V državnem svetu se zavedamo, da ima zadružništvo kot najstarejše prostovoljno stanovsko združenje kmetov na Slovenskem, ki je imelo v zgodovini dokazano izredno velik pomen za ohranitev slovenskega kmetijstva, pomembno vlogo pri usmerjanju kmetijske politike, pri nudenju podpore trženju kmetijskih proizvodov, kot tudi pri nabavi repromateriala. Kmetijska zadruga Trebnje Krka je s svojim povezovanjem, odkupom in ponudbo oziroma prodajo v Sloveniji pridelane hrane pomemben člen v obvladovanju kmetijskih trgov. Na ta način bistveno prispeva k uravnavanju bolj pravičnih razmerij znotraj tako imenovane verige od vil do vilic, oziroma, če hočete, od njiv do mize. Spoštovani,
Dovolite mi, da ob današnji priložnosti čestitam kmetijski zadruga Trebnje Krka, da za vse opravljeno delo in jim zaželim uspešno delo še naprej. Spoštovani zbrani, sejem so vselej lepe priložnosti ne le za trgovanje in sklepanje poslov, temveč tudi za srečevanje in prijetno druženje. Zato vsem skupaj želim, da bi bil letošnji sejem poslovno uspešen in družabno bogat. Kot rečeno, že dvakrat sejem bil je živ, dodajam pa še, on prodal je lahom par volov. Hvala lepa.